Naš Dobro. današnji gost, dr. Andrej Fištrevec, je dolgoletni asistent in docent na oddelku za sociologijo Filozofske fakultete Univerze v Mariboru, je strokovni sodelavec in raziskovalec na Zavodu za šolstvo Republike Slovenije in Inštitutu za družbeno odgovornost. Je bivši župan mestne občine Maribor, poznavalec različnih vidikov antropozofije dr. Rudolfa Steinerja in na njej temelječih socialnih praksah, kot so valdorfska pedagogika, biodinamično kmetovanje, antropozofska medicina, evtimija in druge. Je direktor Inštituta za aplikativno družbena politična vprašanja. Spoštovani dr. Andrej Fištrevec, veseli smo, da ste danes z nami. Vas, spoštovane gledalke in gledalci, pa naj na tem mestu opozorim, da lahko tekom predavanja zastavite našemu gostu vprašanja. Jaz jih bom spremljala, naš gost pa bo tekom samega predavanja tudi odgovarjal na vaše vprašanja. Ta vprašanja lahko zastavite preko programa Slido, povezavo lahko napišete vprašanje kar direktno na spletni strani tedenmozganov.si pod videom na kanalu 2. Če pa nas spremljate direktno preko YouTubea, pa lahko vprašanje napišete kar v opisu videa. Toliko glede vprašanj, ki jih lahko zastavite. Tako, gospod dr. Andrej Fištrevec, izvolite, vam predajam besedo. Vam, spoštovane gledalke in gledalci, pa želim prijetno in zanimivo spremljanje predavanja. Ja, hvala lepa. Vesel sem, da lahko danes tukaj govorim, čeprav nisem navajen govoriti v takšnem medijskem okolju. Moje medijsko okolje je bolj živo. Navajen sem stati pred študenti, dijaki, odraslimi in potem skupaj ustvarjamo termin, ki ga pač imamo. Jaz upam, da bom nekako sposoben premostiti to razdaljo, ki je med nami in da bom povedal kakšne stvari, ki so za vas pomembne. Zdaj, sam sem bil po svoje presenečen, da sem dobil vabilo, da bi sodeloval na tednu možganov, ker sam nisem nevroznanstvenik. V bistvu kaj sem jaz? Ena deklica v enem vrtcu mi je rekla, ti si zdravnik za družbo. Ko sem izkušal razložiti, kaj je moj poklic, kaj je to sociologija. In ona je razumela, da je sociolog tisti, ki zdravi družbo. In takrat mi je postalo jasno, zakaj sem jaz študiral sociologijo, čeprav sem želel biti zdravnik. Ja. Tako da, torej bil sem presenečen, da sem dobil vabilo, zdaj sem pa še enkrat presenečen, da ko sem pogledal cel urnik oziroma timetable predavanj, da pravzaprav se nikamor prav ne moremo vrstiti. Torej, moje predavanje oziroma moj prispevek ne bo nevroznanstven, moj prispevek ne bo psihoterapevtski, moj prispevek ne bo socialno-psihološki. Tako da bomo videli, kaj bo na koncu skupaj nastalo in če bo kaj od tega tudi zanimivo za vas, dragi in spoštovani nevidni gledalci in poslušalci. Zdaj, zakaj me je nagovorilo povabilo? Nagovorilo me je zato, ker sem takoj, ko sem slišal, da bi nekdo iz okvira tednov možganov želel, da jaz govorim na tednu možganov, da mi je bilo tako jasno, da želim govoriti o zavesti. Seveda, zdaj različni avtorji govorijo, da je to tema 21. stoletja, da se ogromno znanstvenikov ukvarja s tem vprašanjem. Jaz lahko rečem, da to ni samo tema 21. stoletja, ampak da je to tudi tema 20. stoletja, kar bom potem v nadaljevanju pokazal. Oziroma, da je to tema iskanja odgovorov na pomembna življenjska vprašanja človeštva zadnjih 2-3 tisoč let. Vsaj od grške antične filozofije dalje je tukaj v tem civilizacijskem in kulturnem krogu jasno, da samo spoznavajoči se subjekt želi razumeti svoj položaj in svojo vlogo v
v univerzumu. Filozofska premišljanja se potem v grobem razcepijo na dve veliki skupini, ali pa torej realnost interpretativno razpade znotraj dualizma subjektocentričnih, kot bi jaz kot sociolog rekel, ali pa objektocentričnih razlag družbe / univerzuma, resničnosti. In nekako tudi potem po pojavu novoveške filozofije in novoveške znanosti je ta izhodišče subjekta, ki misli, torej je, ne preseže tega dualizma. Ne. Tako da zdaj v zadnjih, recimo, v modernih časih in po modernih časih je nekako se ustvarila neka iluzija, da pravzaprav dualizem sploh ne obstaja, da obstaja preprosto korpus znanstvenih pogledov na svet in tisti, ki znanstveno misli, v bistvu na nek način daje prave odgovore na vprašanja. Zdaj, piše se leto 1925, ko Werner Heisenberg spiše, še zelo mlad, doktorat, v katerem javnosti predstavi načelo nedoločenosti. Čez 5 let dobi Nobelovo nagrado, torej najvišje možno priznanje civiliziranega človeštva za nek dosežek. S tem pa, da se mi zdi, da pa ta ugotovitev nekako živi zgolj neko znanstveno življenje, čeprav tudi sam s tem ni zadovoljen. Ne vem, kolikor je znano, ampak Heisenberg je tudi filozof. In je sploh ful interesantno, da recimo sodobni fiziki, ne bom rekel, da na koncu, z mojega zornega kota, pridejo do svojega začetka in na začetku začnejo filozofirati in se spraševati. Torej skušajo razumeti, kakšen pomen ima to, kar vidijo v svojih eksaktnih fizikalnih eksperimentih in fizikalnih operacijah. Namreč, zakaj je to interesantno? Interesantno je zato, ker nam takšno videnje sveta skozi optiko Heisenbergovega načela nedoločenosti preprosto ne omogoča lahkotnega mišljenja o tem, da, ko se sprašujemo o zavesti, kdo je tisti, ki misli, da enostavno ne morem reči, jaz sem edini tisti, ki mislim. Pa ne v tem smislu, da drugi ljudje ne mislijo, ampak da sem jaz edina kozmična instanca, ki mislim in ki lahko potem izrekam stavke o resničnosti ali neresničnosti sveta. Namreč Heisenberg in ta kvantni pogled na svet, dejansko tukaj praktično je to da je to nekako čas, ko tudi Eisenstein vzpostavi to svojo fenomenalno formulo E je mc kvadrat, kjer nekako preseže dualizem energije in materije, kjer pač pravi, da sta energija in materija pod določenimi pogoji eno in te isto.
Ti določeni pogoji so pa pogoji povezani z našim kozmičnim ozadjem, torej z hitrostjo potovanja sončne svetlobe skozi vesolje. Namreč Heisenbergovo načelo nedoločenosti pove, da enostavno ne moremo ustvariti to, kar je še vedno, jaz bi rekel pri večini znanstvene javnosti, iluzija objektivnega znanstvenega pogleda. Torej, mi ne moremo ustvariti objektivnih okoliščin ali pa takšnih okoliščin, kjer bi nek rezultat bil ponovljiv. In na metodologijah različnih znanosti še vedno učimo oziroma učijo, sam nimam več tega privilegija, študente, mlade intelektualce, da je eden od kriterijev znanstvenosti ali pa znanstveno korektnega spoznanja ponovljivost tega spoznanja. Ampak Heisenberg pokaže, da je rezultat odvisen od tistega, ki opazuje. To je pa že čisto psihoterapevtska pozicija. Torej, svet je takšen, kakršnega ga jaz vidim. Svet preprosto ne obstaja objektivno. Obstaja znotraj sposobnosti moje interpretacije. Torej, svet ni preprosto nek svet, kakor ga Kant riše, objektivno obstoječ, od mene pa je odvisno, da ga nekako se trudim preprosto spoznati. In zdaj, če izhajam iz tega, moram počasi priti k mojemu naslovu. Zdaj, kako vezo ima zdaj nadčutno spoznanje pa družbeni odnosi. Tukaj bi rad povedal zgodbo enega veliki meri, sicer zelo v nekaterih krogih, vsaj poznanega, rečemo temu, če zelo poenostavim, avtorja, torej poznanega avtorja, ampak v veliki meri avtorja, ki je prezrt. Čeprav je to avtor z največjim intelektualnim opusom v zgodovini človeštva. Torej, govorimo o dr. Rudolfu Steinerju, na nek način našemu, vsaj po rojstvu ali pa po kraju rojstva, našemu sosedu, blizu, rečemo temu, slovenske vzhodne meje v Medžimurju, rojenem posebnem otroku, ki je imel eno tako posebno življenjsko zgodbo in že zelo mlad, torej kot otrok, je prišel do spoznanja, da način, kakor on vidi svet, da vidi na način, ko ga drugi ne vidijo, in da to, kar on vidi, da je toliko čudno, da ni ravno primerno, da bi to zdaj na široko troso naokrog. In ker je izhajal iz tehnološko najnaprednejše družine, torej iz družine železničarjev, kot najnaprednejše tehnologije takratnega časa, tam sredine pretekle, torej 19. stoletja, se je odločil, da bo v svojem življenju skušal na znanstven način, ker znanost je bila njegov najbolj prepričanje, da na znanstven način lahko na najbolj gotov način opišeš svet, da bo na znanstven način opisal to videnje sveta, kakor ga vidi on sam. Torej, od malega je bil jasno viden, če bi zdaj, da uporabim ta čut. No, in tako on obiskuje, potem se preselijo starši na Dunaju, obiskuje srednjo šolo, obiskuje potem fakulteto in
posebnost njegova se kaže že v tem, da kot študent, sicer naravoslovja, je postal urednik prvih naravoslovnih spisov v prvi izdaji Goethejevih zbranih del. Torej v vsej množici znanstvenikov, ki so se ukvarjali z Goethejem, izberejo študenta, ki niti ne diplomira. Mi bi rekli z današnjim jezikom faliranega študenta. No in je več let urednik v prvih Goethejevih zbranih delih teh naravoslovnih spisov in na ta način potem tudi doktorira, ravno sprašan spoznavne teorije v antiki pa nemški klasični filozofiji. No in na ta način postane del javnosti, pomembne znanstvene javnosti, nemške znanstvene javnosti, in v Berlinu, kamor se preseli, ker je urednik različnih revij, hišni učitelj in tako naprej. Torej mi bi rekli top 100 nemški znanstvenik tistega časa, to je prelom stoletja, 1902 se piše, v društvu Giordano Bruno Bund, to je bilo specializirano društvo, ki so ga ustanovila nemški znanstveniki, da bi v njej razpravljali o primarnosti ali idealizma ali materializma. So pa bile znanstvene razprave in pride čas tudi da tudi on izpelje predavanje in on tam postavi tezo, ki so jo vsi z navdušenjem sprejeli. Namreč, da ni problem v tem, ali se trudimo z dokazovanjem primarnosti idealizma nad materializmom ali pa idejnega sveta nad materialnim svetom, ali primarnosti obratno materialistične interpretacije sveta nad superiornostjo materialistične interpretacije sveta nad idealistično interpretacijo sveta, ampak da moramo storiti en nov korak. Torej, da moramo en specifični monistični pogled na svet izoblikovati, to pa je, da smo sposobni povezati znanstven način videnja stvari z metodologijami in z vsem tem, kar v znanosti spada, z sposobnostjo nadčutnega raziskovanja oziroma nadčutne zaznave. Kolegom se je zdela to fenomenalna ideja. Z dolgim aplavzom pospremijo njegovo predstavitev, kar je v takratnih časih pomenilo, da so idejo sprejeli, torej da ni heretična ali nepomembna. Vendar se zelo hitro pokaže, da je to idejo zelo težko realizirati kot osebni znanstveni projekt. Kajti znanstvenih večin, rečemo temu običajne znanosti, se človek pač nauči. Ko pa gre za to, da priklopi k svojemu znanstvenemu delu tudi intuicijo, intuitivno spoznanje, torej da aktivira svoje nadčutne moči, pa nastopi problem. Ker preprosto to ni nekaj, kar je mogoče v letu dni šolanja osvojiti, ampak je to nek daljši proces, ki je pa mnogo bolj zahteven kot pa proces, bi rekli, običajnega, eksperimentalnega, deduktivno-induktivnega mišljenja, ki ga je pač novoveška znanost izoblikovala. In na ta način je nekako se, kako bi to imenoval, nekako se izloča
v bistvu, ali pa postal toliko čuden v tem svojem načrtu, da tako rečem, ne, da so kolegi enostavno ugotovili, da je možno z njim živeti na tak način, da ga pač izločijo. Ne, sicer ne na način Giordana Bruno, da ga skurijo, ne, ampak da ga v bistvu izločijo iz znanstvene skupnosti in javnosti. In če gledate njegovo bibliografijo, vidite, da praktično v 2 letih neha objavljati in funkcionirati znotraj ustaljenih znanstvenih institucij tistega časa in da začne vzpostavljati neko vzporedno ali pa sporedno, sem rekel, sobivajočo institucijo ali pa mrežo institucij, ki potem do leta 25 živi, v potem naslednjih 21 letih izoblikuje, no to pa je za nas interesantno zdaj, ne, na podlagi tega svojega projekta in tega svojega programa, niz na eni strani socialnih praks in tehnologij za ukvarjanje z vsakodnevnim življenjem, predtem pa še tudi niz, rečemo temu, duhovno-znanstvenih, kakor je on poimenoval spoznanja, ki izhajajo s pomočjo individualne nadčutne zaznave o določenih vprašanjih. Tako da, ko potem v zadnjih 7 letih svojega življenja artikulira ali pa vzpostavi nove socialne prakse, kot na primer Waldorfska pedagogika, ki jo zdaj vsi poznamo. Imamo številne vrtce, celo v Sloveniji, v Mariboru, v šole in tako naprej. Torej, ne gre samo za neko malo spredrugačeno pedagogiko, ampak gre, ali pa pedagoški koncept, ki ga je on razvil v nekem trenutku, ampak gre za cel niz duhovno-znanstvenih, torej na nadčutnem spoznanju inspiriranih spoznanj, recimo v psihologiji. Tako da, rečemo temu, duhovno-znanstvena psihologija ne govori o 5 čutih, ampak govori o 12 čutih. In eden od, se mi zdi za današnji čas, izjemno pomembni čut, recimo tudi zdaj, ko se mi pogovarjamo, je čut za jaz. Vedno bolj živimo v virtualnih svetovih, v umetnih svetovih. Realnost je prestreljena z različnimi umetnimi svetovi. Kdo mi prihaja nasproti? Resničen človek? Njegova podoba? Digitalna projekcija? Ne? To lahko v vsakodnevnem življenju recimo treniramo, ko gremo v nakupovalna središča, pa vidimo oddaleč drevesa, ki rastejo v teh nakupovalnih središčih. No, saj mi mislimo, da rastejo, ne? Da so dejansko plastični neke strukture, ki pač so kopija recimo resničnih dreves. Ampak dokler ne pridemo do tja in ne potipamo, ne vemo. Torej nismo sposobni prepoznati resničnega drevesa od navideznega ali pa plastičnega drevesa. In tudi danes pred menoj, sem malo poslušal, je bila tema o tem, kako spoznati samega sebe. Kakšni mehanizmi vse obstajajo, da grem od sebe, da lažje živim v svetu sam s seboj. Torej, kako krepiti, torej recimo čut za jaz. Izjemno, recimo, eden od takih čutov. Torej, razvije
torej, da je mogoča valdorska pedagogika, mora biti pred tem razvit sistem, recimo duhovno-znanstvene ali pa antropozofske psihologije. Ravno tako potem na ravni fiziologije, da lahko potem govorimo o antropozofski medicini. Ali pa fiziologije rastlin, da lahko potem govorimo o biodinamičnem kmetovanju kot prvem ekološkem načinu kultiviranja rastlin na tem planetu. Iz česar potem nastane vse ostalo, kar danes poznamo kot, včasih se je reklo organsko-biološko, potem se je to certificiralo kot ekološko in tako naprej. Pa to še sploh ni vse, kar ustvari Rudolf Steiner. Zakaj o tem govorim? Govorim zato, ker je enostavno program, ki ga 1902. leta pove kolegom, torej, da je potrebno sodobno znanost križati z sposobnostjo nadčutne zaznave sveta in iz tega potem graditi novo ali pa vsakodnevno realnost človeka in družbe in skupnosti in tako naprej, da je enostavno s svojim delom je izpričeval to metodo. Svojim delom je izpričeval to metodo. In tega je pa sedaj že 110 let. In mislim, da marsikdo od vas, ki zdaj nekje v spletu, ki je že v oblaku nekem, ki spremljate te besede, morda tega sploh niste vedeli. Morda kupujete Demeter proizvode, pa ne veste, da so to biodinamični proizvodi. In to pove, da je pravzaprav to vprašanje recimo vztrajanja pri tem, da torej, ko skušamo razumeti zavest, pojav zavesti, da torej razumevanje zavesti, ki ga vežemo zgolj na človeka, izredno rečemo temu egocentrično, antropomorfno. Meni recimo kot študentu sociologije, ki sploh ni vedel, zakaj se je znašel na tem študiju, in mi je izjemno ostalo tako zabito v glavo govor ali pa postavitev, ki jo je dal naš takratni profesor Južnič pri antropologiji. In nam razložil, da mi mislimo evropocentrično, tudi znanost je evropocentrična. In to je bilo za naš študente taka powerful ideja. Tako da živimo v različnih iluzijah, kjer in ena od teh iluzij je tudi dilema dualizma. Zame ta dilema ne obstaja. Teoretsko da, seveda, teoretsko. Da se iz tega doktorirati, lahko postaneš 2-kratni, 3-kratni doktor te konstelacije človeške zavesti skozi zgodovino. Vendar današnji čas enostavno ne more več menedžerirati vsakodnevnega življenja na tak starinski način. Se opravičujem. Na tak starinski način. In ker edino na ta način bo postopoma, torej na način, rečemo temu, novega monizma, torej povezave znanosti in
sposobnosti znanstvenikov, da v spoznanje sveta vključujejo svoje nadčutne moči. To ni nič, torej edino na ta način je danes mogoče dajati odgovore. Ker drugače bomo vsi v nekem mehurčku. Na univerzi, ko sem bil, mi je nekdo v neki polemiki javni napisal, pa tebi je lahko, ti si v svojem slonokoščenem stolpu in tam ti je lepo. Pa sem bil kar mogoče celo, ne grob, jaz ne vem, če sem taki tip, da bi bil hitro grob, ampak nisem se strinjal s to trditvijo. Hvala Bogu, nisem več imel možnosti biti na univerzi, da sem ugotovil, da sem dejansko bil v enem slonokoščenem stolpu. Pa da sem se, in dejansko to, kar zdaj tu govorim, z tega na univerzi nisem mogel govoriti. Jaz sem moral iti iz univerze, da sem lahko začel o tem govoriti, veste komu? Kmetom. Natančneje, pretežno vrtičkarjem, starim tam od 70 gor, gospem in gospodom po celi Sloveniji, ki so doživeli kako hudo osebno krizo. In na podlagi te krize so potem so ugotovili, da je pomembno v življenju delati samo nekaj, kar ima smisel, kar je smiselno, kar ima težo. No, tako so potem prišli do biodinamičnega kmetovanja in so imeli potrebo globje razumeti, zakaj je biodinamično kmetovanje, kako vezo imajo to planeti sončnega sistema, pa neke konstelacije z močmi rasti, oblikovanja, formo tukaj na tem planetu in so pač povabili nekoga, ki zna nekaj povedati o ozadjih, recimo tega gospoda, ki je to si par let pred svojo smrtjo zmislil. Kako zmislil? Tako, da so ga kmetje. Imate vprašanje? Ja, tukaj sva dobila vprašanje, ki se navezuje na to, gledalce zanima, kaj je biodinamično kmetovanje. Biodinamično kmetovanje je način kmetovanja, ki ga je Rudolf Steiner nekaj let pred svojo smrtjo, rekli smo, da je 1925 umrl, izoblikoval za potrebe skupine kmetov, ki jih pa zelo težko bi mi razumeli v naših kategorijah, ker to so bili grofje z tisoči in tisoči hektarjev, ki so že v bistvu se srečali z posledicami industrijske pridelave hrane. To pomeni, pojavljale so se bolezni v hlevih, ki jih prej ni bilo. Pojavljale so se bolezni na poljih, ki jih prej ni bilo, so pa že uporabljali umetna gnojila, recimo. No in to je bil potem izziv, kako kmetovati, da s kmetovanjem ne bom uničeval zemlje. Danes, ko sem bil v osnovni šoli, smo se učili, da je Ukrajina bogata dežela, ker ima skoraj 3 metre črnozjoma, torej humusne zemlje. Danes je še mogoče 30 centimetrov, ker je uspelo v 50 letih z industrijsko in anorganskim kmetovanjem uničiti vse živo in ustvarjati iluzijo živega v sodobnih industrijskih proizvodih. Torej, kaj je biodinamika? Torej, biodinamika je način kmetovanja, ki omogoča kmetu ali pa kmetovalcu avtonomijo, neodvisnost od industrije, ki ga drži na vrvicah semeni z gnojili in tako naprej, na način, da uporablja moči rasti, ki prihajajo, rečemo temu, iz našega kozmičnega ozadja.
ključne moči prihajajo od planetov nad Soncem in planeti pod Soncem. Rečemo temu tako. In v Mariboru imamo društvo za biodinamično gospodarjenje, ki vsako zimo prireja uvodne tečaje, ki se potem spomladi sprevržejo v prakticiranje biodinamike, ustvarjanje skupnih preparatov, ki jih potem kmetovalec uporablja v pridelavi ali rastlin, ali živali, ali sadja in tako naprej. Torej, biodinamično kmetovanje je kmetovanje s pomočjo lastnega okolja, lastnega opazovanja narave in s pomočjo kozmičnih sil, ki jih kmetovalec ujame v 5, 6, 7 osnovnih preparatov, ki jih dela iz kravjega gnoja, ki jih dela iz recimo rastlin rman, regrat, kamilica, torej najbolj simpel zadeve, zdaj, če sem malo ironičen, rečem najbolj simpel plevelov, ki rastejo okoli nas, in jih kemično kmetovanje z veseljem potolče, da potem tam raste tisto, kar si je nekdo zamislil v glavi, in potem patentiral kot svojo last, tip, ne vem, basmati riž je avtorsko zaščiten, čeprav ga delalo človeštvo zadnjih 2000 let. Ampak multinacionalke so zaščitile to. Ok, pustimo zdaj to. Ja, no, tako da, ja, to je biodinamično kmetovanje. Hvala. Dobila so pa tudi naslednje vprašanje. Ali lahko postavimo enačaj med Waldorfsko in Steinerjevo pedagogiko? Ja, torej Steinerjeva pedagogika je Waldorfska pedagogika. Rudolf Steiner je bil ob koncu prve svetovne vojne pozvan strani direktorja cigaretne, velike tovarne cigaret, Waldorf Astoria v Stuttgartu, da naredi šolo za delavce zaposlenih v tej tovarni cigaret. Da je direktor se obrnil na njega, poznal ga je dolga leta, ga je spremljal delo Rudolfa Steinerja, je pa to od njega zahteval lastnik te firme. Torej, bil je nezadovoljen z šolstvom, ki ga je imela takratna v prvi svetovni poražena Nemčija. In je želel za svoje delavce nekaj več. Recimo, da je to bil takšen lastnik, kot ga poznamo na Štajerskem, gospod Hutter, ki je ne samo, da je imel delavce za to, da so ustvarjali profit zanj, ampak jih je tudi želel ustvarjati boljše življenjske pogoje zanje. Tako je lastnik Waldorf Astoria želel imeti boljšo šolo za otroke svojih zaposlenih. Ker se seveda, se je tudi zadnji odbila neka računica. Otrok bo potem po vsej vrednosti prišel v sistem Waldorf Astoria in tako naprej. Torej, takoj nastane v enem poletju velik Rudolf Steiner. Se reče, ok, bomo naredili, zbere skupino ljudi, ki želijo učiti. To niso bili samo učitelji, to so prihajali iz vseh vetrov in to je interesantno v waldorfskih šolah, da je ogromno učiteljev, sploh niso učitelji po osnovni izobrazbi, ampak so ekonomisti, inženirji, vse živo. Ne vem, recimo familija Porsche je waldorfska familija, ali pa inženirja hitrih nemških vlakov sta tudi waldorfska otroka. No, in v enem poletju izobrazi skupino učiteljev, ki potem jeseni začnejo šolo.
štartajo s 1. do 8. razredom. Že prvo leto je en ali dva sta otroka od zunaj in potem se je pa enostavno to začelo. Tako da pedagogika, ki je ustvaril Rudolf Steiner, se imenuje Waldorfska pedagogika zato, ker je pač bila narejena za potrebe lastnika podjetja Waldorf Astoria, ki sedaj več ne obstaja. Obstaja pa Waldorfska pedagogika, obstaja hotel Waldorf Astoria v New Yorku in obstaja Waldorfska solata, sadna solata. No, in to je primer rečemo temu tehnološke rešitve, če zdaj tako govorim, tehnološke rešitve, ki je nastala na osnovi križanja znanstvenega razumevanja sveta z nadčutnim spoznavanjem sveta. Ja. Tako da, ja, recimo Waldorfska pedagogika. Dosti bolj interesantna zame, interesantna zadeva je bila, povedal sem na začetku, da sem želel študirati medicino, obisk klinike Ite Wegmann blizu Basla v Arlesheimu, torej klinike, ki jo je ustanovil Rudolf Steiner, medicino. Torej, zdaj vidite, kako vezo ima kmetijstvo z medicino. Kako lahko nekdo, ki se spozna na kmetovanje, kako se lahko spozna na medicino, na množico nekih zapletenih odnosov v človeškem telesu in terapevtskim delovanjem, da nekako vsa ta fiziologija potem funkcionira na način, da človeku pripomore k njegovemu zdravju. To ni mogoče na ta, rečemo temu, klasično znanstven način. Ne moreš naštudirati tako različnih stvari in potem iz tega narediti nekaj novega. Ne, ni mogoče. Mogoče in ja. Tako da samo življenje Rudolfa Steinerja je nekako izpričuje možnost tega programa. Možnost tega programa. Zdaj, 110... Ja, izvolite. Dobila sva tudi še eno vprašanje, ki se navezuje zdaj na to. Gledalce zanima, vendar, a ni res, da bi Steiner postavil drugačno pedagogiko, če bi živel danes? V osnovi ne dvomim. Ne, ker tu gre za neka osnovna načela, ki izhajajo iz antropologije človeka kot bitja fizičnega telesa, bitja duševnega telesa in bitja duhovnega telesa. Interesantno je, da je Steiner ta svoj pedagoški koncept spostavil kot tričlen v osnovi koncept tričlenega človeka. In interesantno je, da kronobiološki dokazi za to so se zgodili 50 let potem ali pa 40 let potem, ko je on pedagogiko naredil. Torej, da so znanstveniki, ti rečemo današnji tradicionalni, jaz rečem tradicionalni znanstveniki, ugotovili, da če proučujemo človeka z vidika ritmov, ki človeku obstajajo, da ga lahko razdelimo na tri dele. In to je neka teza, ki jo je Steiner postavil samo po sebi umevno, z duhovno znanstveno inspiracijo. Ravno tako, recimo, ko sem proučeval njegov koncept družbe, sem ugotovil, da je njegov koncept družbe sistemski. Ampak problem je v tem, da sistema kot znanstvenega koncepta še sploh niso odkrili v času njegovega življenja. To je tam tudi ob koncu Prve svetovne vojne ta koncept tričlenega družbe kot tričlenega organizma razvije. Ja, tako da, če bi danes delal, ljudje imajo težave s tem, da na čas gledajo Newtonov, še vedno večina ljudi, še vedno živimo v Newtonovskem času.
ne, ker obstaja jasna zveza med vzrokom in posledico. Ne. Medtem se je pa zgodila druga revolucija v znanosti, torej revolucija relativnosti, kvantnih svetov, kjer nič več ni gotovo, ne, preprosto vzročno-posledična zveza je verjetna, ni pa gotova, ne. In potem, če to bilo v začetku 20. stoletja, se v drugi polovici 20. stoletja zgodi tretja revolucija, revolucija kaosa. Ne, mi pa še vedno v konceptih živimo v Newtonovem času in mislimo, ne, da je Waldorfska pedagogika zastarela ali pa da bi lahko bila drugačna, če bi jo zdaj delali, ker je pač to recimo 80 let po tem, ko je Waldorfska pedagogika nastala. Se point ni v tem. Point je v načelih. Ne. Recimo, Waldorfski pedagog vas ne bo podpiral online pouka. Ker za pouk vi rabite stik. Ne? Človek ni otok. Ne? Torej, človek je bitje, ki se prežema z drugimi bitji. Torej, moramo ustvarjati pogoje za prežemanje, ne pogoje za tujost. Ne? Seveda, če imamo močen jaz, če vemo, zakaj gre pri celi stvari, potem je tudi taka forma lahko koristna. Ne? Ampak to je samo pomagalo. Torej, Waldorfska pedagogika danes bi bila takšna, kot je, če bi jo Steiner tudi danes delal. Super, hvala. Prišlo pa je še eno vprašanje. Kakšni so primeri naših nadčutnih moči? Ja, zdaj Rudolf Steiner je bil inovator na številnih, inovator na številnih področjih. Ena od takšnih pomembnih področij je tudi to, da je prvi napisal priročnik, kako lahko kultiviramo lastne duševne moči, da razvijamo svoje nadčutne moči. Ne? Zdaj, kaj pomeni nadčutna moč? Nadčutna moč pomeni, torej, da smo sposobni svoje čutne moči, ki jih imamo, rečemo temu, razširiti. Ne? Ne vem, taka duševna moč je recimo čutenje drugega človeka. Ne? Sposobnost razvijanja, rečemo temu, moči empatije. Ne? Seveda, zelo pomembna recimo nadčutna moč ali pa nadčutne moči so moči, ki nas vodijo pri, rečemo temu, pri zavedanju spoznavnih inspiracij. Kaj je to? Recimo, Nikola Tesla sedi v Budimpešti v parku in naenkrat se mu pojavi neka slika. Pomembna slika se mu zdi. Prvič v življenju jo vidi. Išče, kaj bo naredil z njo. Hitro jo nariše na pesek pred sediščem, kjer je sedel, klopco, kjer je sedel, poišče papir, najde račun hotelski in na hrbtno stran hotelskega računa preriše to sliko. Elektromotor. Elektromotor. Halo? Rotor, stator, odkot? Ne, torej, biti pozoren na inspiracije. Ne. Zdaj, če govorim zdaj bolj psihoterapevtsko, recimo, biti pozoren na drugega človeka. Ne. Kaj mi sporoča? Kaj mi želi sporočiti? Kaj ga zanima? Zato sem na začetku povedal, da ne vem, kako se znajdem v tem mrtvem okolju. Ne. Čisto nekaj drugega je, če ste vi, recimo, 10 ljudi, da nas sedi v enem prostoru in da se za ta govorni akti začnejo razvijati. Ker na te akte vplivajo tudi vprašanja in intenca, prisotnost vprašanj drugih ljudi. Ne. Kako zdaj to razdaljo med nami, sploh ne vem, kje ste, kdo ste,
kaj so vaše vprašanja? Ne? Jaz nisem pameten človek, kaj me zdaj tu nekomu nekaj predaval, da si bo on pisal po točkah, kak je, pa se bo pa to naučil, pa bo prišel na izpit. Stvar ni v tem. Ne? Torej, kaj so primeri nadčutne zaznave? Ja, seveda, nadčutna zaznava je lahko, bom dal preprosto poročila o Steinerjevih sodobnikov, ne? On je imel 6500, 7500 predavanj. In potem po vsakem predavanju so ljudje prihajali k njemu z vse mogočimi vprašanji. Primer, gospod doktor samo upravlja. Gospod doktor, moj kuža ima težave z kakanjem. Kaj naj naredim? Pa je dobila odgovor. Ne? Torej, nadčutna spoznava je pač sposobnost človeka, da čim globje čuti, misli in hoče. Čuti, misli in hoče, ja. Super, gledalce pa zanima še tudi, kdo je nadaljeval Steinerjevo delo. Ja, Steinerjevo delo nadaljuje množica ljudi, ki so našli življenjsko inspiracijo v njegovem opusu. Zdaj njegov opus, če rečem na star način, ne, je knjižna polica, recimo, če je 2,7 metra ali pa tu nekje velikost sobe, recimo kradene 3-4 metre, polna knjig, zapisanih predavanj in njegovih del, v katerih lahko najdete ne bom rekel karkoli, ampak vse živo. Seveda in je to množica waldorfskih učiteljev, množica biodinamičnih kmetovalcev, zdravnikov, psihoterapevtov, euritmistov, to so posebna umetnost, ki jo je razvil, ali umetniška, ali terapevtska, ali pedagoška, se prakticira v šolah. Torej, veliko ljudi, ki ustvarja svoje življenje s pomočjo njegovih spoznanj. Ampak, veste, na način, da si ti kot posameznik sposoben reči ja nečemu. Ne to, da se ti preprosto naučiš torej vse tehnologije, ali pedagoške, ali medicinske, ali kmetijske, ali arhitektonske, ali pač to, kar je Steiner delal, so delujoče, ne na način kot kot zaprt sistem nekih spoznanj, ki jih pač potem ti uporabljaš, ampak so delujoče na način, da ti na osnovah, na izhodiščih, ki jih je Steiner postavil, si sposoben pripeljati zraven svoj jaz in z močmi svojega jaza kreirati realnost in reševati probleme, nastavke, za katere je dal Rudolf Steiner. Tako da, zato je tudi mogoča waldorfska pedagogika v silno različnih kulturnih in civilizacijskih okoljih, ali v sredi Kaira, ali v Južni Afriki, ali nekje v New Delhiju, ali v Tokiu, ali dobro, za Peking ne vem, če že imajo, ampak so zdaj in, torej Kitajci so zdaj in, torej v zelo, zelo različnih, ker si sposoben pol to načelo, ki služi potrebam umeščanja tvojega jaza v vsakodnevno in vsakokratno življenje, torej s pomočjo tega to ustvarjaš in kreiraš. Torej, na nek način moraš razumeti principe, načela, istočasno sam se prizadeva, da kultiviraš svojo nadčutno zaznavo, ker sestavni na svojo nadčutno zaznavo in potem počasi oblikuješ neko
neko socialno prakso, zaradi katerega je potem življenje na tem planetu lepše. Super, hvala. Zdaj pa bi zaključila še z zadnjim vprašanjem, ki smo ga dobila, glede Demetra proizvodov, kje se jih da dobiti? Ja, Demeter proizvode lahko dobite pri certificiranih Demeter kmetih tudi v Sloveniji, ali pa v boljših bioloških trgovinah, ne. To so moke, ne vem, v naši bližini, tu imamo na eni strani Demeter vinarje tudi, imamo največjega slovenskega pridelovalca jabolk, Purgaj, kmetija Purgaj, z čudovitimi jabolki, ko jih človek enkrat okusi, ne bi več nobene druge jedel, ker, veste, recimo skrivnost, ne, prej sem nekaj govoril o jazu, ne, torej jaz kmetovalec prideluje in kultivira zemljo z jaz močmi. In to pa potem rezultira v tem, da so pridelki, Demeter pridelki, vitalnejši, kot jih je sposobna vitalizirati narava sama. In zdaj od druge svetovne vojne naprej potekajo eksperimenti, dolgoletni eksperimenti, od Nove Zelandije, pa celo tu v Mariboru je potekal en doktorski eksperiment, 3-letni, kjer so primerjali vitalnost in količino proizvoda in količino energije, ki je bila potrebna, da je nekaj zraslo na neki parceli, za konvencionalno kemično proizvodno, industrijsko proizvodno. To, kar smo v Sloveniji izumili, se imenuje integralno. Potem to, kar poznamo pod oznako biološko oziroma ekološko in seveda biodinamično, in zraven imamo kontrolno naravno, torej poseješ in pustiš in vidiš, kaj bo zraslo, ne. Generalna ugotovitev, edino biodinamično kmetovanje je sposobno ustvarjati in tako kultivirati pridelke, ki so bolj vitalni, kot je vitalnost narave. Ekologija v najboljšem primeru, torej ekološko kmetovanje v najboljšem primeru doseže raven, ki ga narava ustvari, ne, medtem ko kemična industrijska pridelava pa kastrira vitalnost. Torej ta vitalnost vedno pod nivojem naravne vitalnosti, ne. Zanimivo. Ja, Zaključiva zanimivo, še z enim zanimivim vprašanjem, kaj bi priporočali, kje lahko gledalci začnejo spoznavati Steinerjev doprinos? Ja, tisti, ki znajo nemško, lahko grejo v Univerzitetno knjižnico v Mariboru. Pred leti sem se dogovoril z vodstvom knjižnice, da so kupili zbrana dela Rudolfa Steinerja v mehki vezavi. Recimo, to je en tak primer. Drugače pa bi jaz rekel, intenzivno si naj postavijo vprašanje, ne, in potem bojo srečali ljudi in okoliščine, ki jih bodo popeljali naprej po tej poti. Ali je to po poti psihološkega razvoja ali pa pomoči drugim ljudem, ali recimo kmetovalskega ali na kak drugačen način. Super, Sem hvala. pa tudi sam vedno pripravljen se na to temo pogovarjati, pa dati kakšno priporočilo glede na mojo hvala Bogu, omejeno znanje in vednost. Ja. Super, Tako hvala da za vse mislim, odgovore. da kak moj kontakt je tudi na platformi Tedna možganov. Ja, vsekakor, da vas lahko gledalci najdejo. Ja, tako. Odlično. Spoštovani doktor Andrej Fištravec, na tem mestu naj se vam iskreno zahvalim za vaše zanimivo predavanje. Hvala, da ste se odzvali na naše povabilo in delili z nami vsa zanimiva spoznanja na temo načutnega zaznavanja in družbenih odnosov. V imenu organizatorjev Tedna možganov pa vam želim vse dobro pri vašem nadaljnjem strokovnem delu in vas lepo pozdravljam.
Ja, hvala lepa. Veseli me, da sem se vas videl da ste mi bili ena taka inspiracijska točka. Hčerka moja, ki dosti dela, ena od mojih, imam dve hčerki, moja najstarejša hčerka, ki dosti dela zdaj v tem okolju, ker pač je v takem jobu, je rekla, da bo nekako šlo, in zdaj vidim, da je res nekako šlo, ampak bom zdaj jo potem poklical, da mi da pisno kritiko, kaj sem delal dobro, pa kaj sem delal slabo, da bom drugič boljši. Ja, hvala vam, Hvala vam. hvala za povabilo. Hvala vam, srečno, nasvidenje. Srečno.